Ok, torej, če gremo pogledati, kako bo to današnje predavanje potekalo. Zdaj pa gre. Torej, najprej si bomo pogledali, kje se je vse skupaj začelo. Konkretno začetki današnje teme nimajo veze ne z grafi, ne z dominacijo, ampak dejansko s kraljicami. Potem si bomo pogledali, kaj so to te slavni grafi, s katerimi se jaz ukvarjam, pa kaj so dominantne množice. In na koncu si bomo pogledali 4 konkretne primere, ki jih lahko s pomočjo dominantnih množic v grafih rešimo. Ok, torej, če začnemo na začetku, kot je bilo rečeno, je to vprašanje o kraljicah. Torej, vse skupaj se je začelo leta 1862, ko je Dejeniš skušal odgovoriti oziroma zastavil sam sebi in širši javnosti naslednje vprašanje. Kolikšno je najmanjše število kraljic, ki jih potrebujemo, da pokrijemo šahovnico velikosti n krat n? Ok, zdaj tukaj nekaj dosti matematike, tukaj je šah. In če si pogledamo kraljico, kraljica se v eni potezi lahko premakne za poljubno število polj, vodoravno, navpično ali pa diagonalno. Okay? To pomeni, da tale kraljica, ki je tu narisana, tale naša kraljica pokrije vsa ta polja, torej z eno potezo pridemo s to kraljico vsa polja, kjer so križci. In dejansko pokriti šahovnico pomeni, da razporedimo te kraljice po šahovnici, tako da lahko z eno potezo pridemo do katerega koli polja, z vsaj eno kraljico. Torej, če bi na primer postavili, ne vem, še eno kraljico sem, recimo, bi ta pokrila še vsa ta polja navpično, smo rekli, vodoravno, pa diagonalno. Pa ena diagonala in druga diagonala. Ok, pa vidimo, da za to šahovnico 2 kraljici nista dovolj, še en kup polj imamo nepokritih, ne? In seveda je bilo vprašanje zastavljeno za splošen N, torej šahovnica postopoma raste in nas zanima, koliko kraljic rabimo. Zdaj, valjda, za šahovnico velikosti 1 krat 1 je zadeva enostavna. Na tisto polje, ki ga imamo, postavimo kraljico in imamo vse skupaj pokrito. Zdaj, če našo šahovnico povečamo, torej, če gremo na 2 krat 2, pa bom probala jaz to dorisati, kar se da lepo. Torej, še eno polje tu, pa še eno polje tu. Ok, a bo ta ena kraljica dovolj? A pokrijemo s to našo kraljico, ki jo imamo že vse? Ja. Pokrijemo, super. Ok, torej to je bil ta enostaven primer, ne? 2 krat 2, ostane kraljica na istem mestu in pokrijemo vse. Ok, kaj pa če še malo povečamo? Torej, dodamo še eno vrstico, pa še en stolpec tej naši 2 krat 2 šahovnici. Ok, malo neenakomerno, ampak bo. Zdaj, tale kraljica bo pokrila to polje, manjka eno, to polje, pa še to polje. Pa nam ostaneta 2 nepokriti. A to pomeni, da rabimo 2 kraljici, ali lahko to kam prestavimo? Pa bo ena še vedno dovolj? Na sredino. Na sredino, evo, super. To so še primeri, ko ne rabite svinčnika in papirja, ne? Torej, 3 krat 3, če damo kraljico na sredino, imamo pokrito vse. Ok, kaj pa 4 krat 4? A bo ena še kar dovolj? Torej, če še malo povečamo. Ne. Jaz sem slišala en ne. Kaj pa ostali? Kaj mislite? Zdaj, tale kaj bo pokrila? Ja, pokrila bo še to polje, pa tole diagonalno. Zdaj, ok, bom drugače vprašala. Torej, tisti, ki pravite ne, a znamo najti rešitev z 2 kraljicama? V 2 kota. 2 kota. Ok, ja, če postavimo kraljice, ok, bom zdaj
bom na naslednji slikici, bo malo lažje. Ok, če postavimo kraljici lahko sem ali pa v kotne, bo tudi, ne, v kotne mogoče ne bo, dajmo preveriti. Torej, če damo kraljico sem, pa sem, torej ta bo pokrila cel ta stolpec, celo vrstico, pa celo diagonalo. In ta bo pokrila cel ta stolpec, vrstico in diagonalo. Ta zadnji ni prav. Ta dva bi ostala nepokrita, če damo v dva kota. Tako da dva kota ne bo ok. Tukaj imam pa jaz narisano, pa vidimo, da pokrije vse. Ampak še vedno ne vem, kako pa vemo, da res z eno ne bo mogoče. Torej, našli smo neko rešitev. Ja? Našli smo rešitev za šahovnico velikosti 4x4, ki uporabi dve kraljici. In valjda nas zanima, a je to najboljša možna rešitev, a res se ne da manj kot z dvema. Pa ne. Se mi zdi, da ne. Ja, lih ta se mi zdi, ne? Se mi zdi, pomeni v bistvu, da ima, ok, ful se nam zdi, da ne bo šlo, ampak zdaj zato, da bomo vsi matematiki verjeli temu, da ne bo šlo, je pač treba to dokazati, pokazati. In najbolj enostaven način, dajmo reči, je, ja, da naredite kaj? Ja, vzamete 4x4 šahovnico, postavite gor eno kraljico in to naredite na vse možne načine in za vsakega pokažete, da ostane vedno nekaj, kar ne bo pokrito. Ok, zdaj, v primeru, ko imamo 4x4 šahovnico, je to 16 pol, ne? In če postavimo kraljico najprej na prvo polje, pokažemo, da ostane nekaj nepokrito, na drugo polje pokažemo, da ostane nekaj nepokrito in tako naprej. Če to naredimo, 16 možnosti imamo, ne? Torej 16 slikic, v vsakem primeru bo nekaj nepokrito in s tem smo pokazali, da 4x4 šahovnice z eno kraljico ne bomo mogli pokriti. Ok, zato rabimo dve. In tu imamo dano potem eno rešitev za dve kraljici. Kaj pa za večje šahovnice? Torej, kaj pa, če gremo zdaj na 5x5, pa jo bom jaz dorisala tu spodaj. No, zdaj pa rabite vi svinčnik pa papir, pa si narišete eno mrežo velikosti 5x5. Ne bomo rdeči, bomo črni. Ni najlepša, ampak mreža je. No, a bosta dve kraljici dovolj? A jih bomo rabili več? Zdaj, jaz bom označila vrstice pa stolpce, da bomo lažje si znali povedati, kam bi dali kraljice. Pa bomo tule označili 1, 2, 3, 4, 5, pa A, B, C, D. B, C, D, E. In zdaj morate vi malo razmisliti. Ok, zdaj. Če smo, ok, namig je, da če smo za šahovnico 4x4 rabili dve, potem sigurno bomo rabili vsaj dve. Zdaj pa vprašanje, a sta dovolj dve, ali jih bomo rabili mogoče 3. Ja, najverjetneje 3. Dve v vsak kot in eno v sredino.
Ok, povej še enkrat, da probamo zapisati, da vidimo, če bo šlo. 2 vsak kot in 1 v sredino. Pač nasproten kot. Torej recimo v A1 pa v E5, Ja, tipo. pa 1 na sredino, to bi bilo C3. Ja. Ok, dajmo preveriti. Torej, tale zgornja pokrije to vrstico, ta stolpec pa še te dve mesti na diagonali. Tale bo pokrila to vrstico, stolpec, pardon, vrstico pa to diagonalo in spodnja bo pokrila vrstico in stolpec, kar še ni. Ok, to je s 3. Je pa še vedno vprašanje, a z 2 ziher ne gre? Torej, a je to res najboljše, kar lahko naredimo? Pa tisti, ki ste bili prej, pa da se še malo navežem, ne, torej vsakič, ko se vprašamo, a je to najboljše, kar lahko imamo, v bistvu govorimo o optimizaciji. Ne, torej pri vsakem optimizacijskem problemu hočemo nekaj največje, najboljše, najmanjše, torej nekaj, kar je najbolj učinkovito. In za ta naš problem pomeni to najmanjše število kraljic. Ja, zdaj, če bi šli po istem principu kot prej, ne, in bi hoteli pokazati, da z 2 res ne gre, in z 2 res ne gre, tako da se ne rabite mučiti naprej. Ja, imamo koliko? Tokrat imamo 25 pol in moramo preveriti vse možnosti, kako postaviti 2 kraljici. Ja, teh je pa 300. Torej, prej smo imeli 16 slikic, zdaj bi jih imeli že 300. Ok, pa gremo še en korak naprej. Torej, če bom jaz tukaj zraven zapisala naprej. Tukaj smo imeli 1 kraljico, tukaj smo imeli 1 kraljico, tukaj smo imeli 1 kraljico. Pri 4 smo rabili 2 kraljici. Za 5x5 smo rabili 3 kraljice. Kaj pa 6x6? Ok, še tega bomo naredili. Torej, če smo za 5 rabili 3, bomo tu rabili vsaj 3. A bo 3 dovolj, a bomo rabili mogoče 4? Kako nam kaže? Vprašala, kam se nagibamo. A bi glasovali bolj za 3 ali bolj za 4? Bolj za Za 4. 4. 4 sigurno. 4 sigurno in se strinjam, da 4 je sigurno. Zdaj pa, kako bi pa pokazali, da se 3 ne da? Ok, zdaj kaj imamo? 6x6 je 36 pol in moramo preveriti vse možne postavitve 3 kraljic. To je pa že 7140 možnosti.
Torej 7140 slikic. Mislim, da bi to kar nekaj časa trajalo, ne, če bi to dokazovali na ta način. Ok. Zdaj pa dobra ali slaba novica je, da se da s tremi. Ok? Pa dajte probati najti to rešitev, no. Zdaj veste, da s tremi se mora dati. Bom dala namig, če bo bolj enostavno. Kdo je? Jaz imam eno rešitev, zdaj vsekakor pa nisem siguren, če bo pravilna. Je slučajno možno, da bi se najdlo ta prav rešitev, če bi dali eno kraljico na C2, eno na C3 in eno na C4? C2, C3 pa C4. Ja. Ok, gremo preveriti. Torej, kaj imamo s tem pokrito? Torej, ta stolpec, pa to vrstico, pa to diagonalo za prvi K in še to diagonalo za drugi K, za prvi K. Bolj drugi K nam pokrije ta stolpec, isto vrstico, pa diagonala, diagonala, diagonala. In tretji K nam pokrije ta stolpec, drugo vrstico, pa to diagonalo, pa to diagonalo. Ni prava. Naslednji poskus. Pa bom dala en namig. Recimo, da ena je lahko tule. Eno lahko postavimo v A1. Torej, da morate samo še dve od treh. Kaj pa recimo, da bi se postavilo drugo na E3 E3, ok. in tretjo na E6? E6, ok, gremo videti. Ok, E3 bo pokrila to vrstico, pa ta stolpec, pa še to diagonalo. Že zdaj vidimo, ta bo ostala nepokrita, B4 bo težava. Ja, res je. Pa tudi C2, pa D, ne, ta bi bila pokrita z diagonalo, pardon. Na C5 še eno in je, se mi zdi. Kako? Na ta E3, pač ta je bila v redu in pol še C5 in se pokrije unij. Krat 3 šahovnica in je.
Torej C5 pravite. Evo, ok. Torej, K pokrije, to je isto vrstico in stolpec in diagonalo. In ta K nam pokrije ta stolpec, to vrstico in te diagonalne. Evo, pa smo našli rešitev. Še od tega K je diagonala. Ok, torej smo ugotovili, da za šahovnico 6x6 rabimo tudi 3 kraljice. Ok, za 7x7 pa se ne bomo zdaj martrali, jih rabimo 4 že, 3 ni dovolj. Ja? In 8x8 je bila v bistvu ta prva, ki se je izkazala čisto zares za problem. Ja? Če si pogledamo, kam bom to zdaj, torej za 7x7 bom tukaj gor zapisala, rabimo 4 kraljice in za 9x9 rabimo 5 kraljic. 8x8 šahovnica je bila pa problem. Zdaj, vedeli so, da bo bodisi 4, bodisi 5, noben pa ni imel neke pametne ideje, torej spet se zagotovo da, noben ni imel pametne ideje, kako pokazati, da 4 ne gre. Zakaj? Ja, 8x8 šahovnica ima 64 pol in če pogledamo vse možnosti, kako na teh 64 pol postaviti 4 kraljice, imamo več kot 635 tisoč možnih postavitev. In to je kar velik zalogaj oziroma kar veliko delo, če bi hoteli pokazati to, tako da bi obravnavali vse možne primere. Torej, če si zdaj pogledamo to našo šahovnico 8x8, vidimo, naprimer, to je primer, kako na njo postaviti 8 kraljic. In zdaj smo rekli, sigurno se da z manj, ne, torej, če te kraljice postavimo malo drugače, a rabimo čisto vseh teh 8 kraljic na diagonali? A se lahko katere znebimo? Torej, če pogledamo, kaj je. Ja, zdaj, ok. Vsaka pokriva svoj stolpec pa svojo vrstico in se strinjam s prvo. Ne? Torej, ta prva v bistvu ne pokriva nič, ker so vsi te elementi, vsa ta polja pokrita z ostalimi kraljicami, pa diagonala tudi. Ok, zdaj smo torej iz 8 prišli na 7. Še enega lahko odstranimo. Če se spomnimo, kako smo 3x3 šahovnico pokrili, ne, lahko tudi tega tretjega damo stran in dobimo, ok, tale kvadratek, ki je pokrit s tem našim K-jem in vsi ostali pokrivajo svojo vrstico pa svoj stolpec. Ok, smo prišli na 6. A bo šlo z manj? Ja, spet se da tudi. Ja, Isti način, kot smo prej pač pri teh, kaj je bilo pri 6. Isto, samo pač recimo dodamo še pač ta 2 stolpca in samo zapolnimo kote. Ok, to boste imeli za nalogo. Boste videli, da ni tako enostavno. Ok, torej, zdaj, iste logike na drugem koncu pa ne moramo uporabiti, ne? Kot je ugotovil že vaš sošolec prej, da če odstranimo še ta kot, pol ostane najmanj ta kot nepokrit. Ok, zdaj to, da se v bistvu šahovnico velikosti 8x8 da pokrit s 5 kraljicami, je bilo šele leta 1999 pokazano. In Steinhaus je tisti, ki je uspel v dokazu tega. To je kar konkretno kasneje, kot je sam problem nastal. Ok, zdaj pa kako pridemo iz teh naših šahovnic pa kraljic do našega naslova danes počasi? Bi bil čas, da vam še to povem, ne? In če gremo najprej počasi skozi pregled tega, kaj se je dogajalo z našim problemom kraljic. Torej, leta 1862 se je pojavilo to vprašanje. Zdaj, to vprašanje do leta 1900, torej v slabih 40 letih, požanje kar veliko zanimanja. Torej, dosti nenujno matematiko, ne, se je začelo s tem ukvarjati, je v bistvu to kot eno majhno igračkanje, ne, za prosti čas in hkrati s tem v bistvu, ko so se problemi postopoma reševali za majhna števila n, so se potem pojavile tudi neke variante vprašanj. Ne, torej, prvo takšno je bilo, zakaj bi se omejili na kraljice. Vemo, da vsaka šahovska figura ima neko svoje gibanje
Torej, lahko se vprašamo to isto stvar za neko drugo šahovsko figuro, za poljubno šahovsko figuro. Torej, je prvo podobno vprašanje je bila posplošitev tega osnovnega vprašanja. Ne? Torej, kolikšno je najmanjše število določenih šahovskih figur, ki jih potrebujemo, da pokrijemo šahovnico velikosti n krat n. Ok, pa včasih potem temu osnovnemu vprašanju dodamo kakšen, dajmo reči, oteževalno okoliščino ali pa dodatno zahtevo. Torej, naslednja variacija je bila, kolikšno je najmanjše število določenih šahovskih figur, ki jih potrebujemo, da pokrijemo našo šahovnico velikosti n krat n, tako, da se postavljene figure med sabo ne napadajo. Da se ne napadajo pomeni, da ne moramo z eno potezo priti od ene figure do druge. Zdaj, v praksi, če si pogledamo ta naš prejšnji primer, ne, ta levega, zdaj vidimo, da tale kraljica pokrije to diagonalo in hkrati napada tole kraljico. Ne, torej, to ni postavitev, pri kateri se figure ne bi napadale. Po drugi strani, ta kraljica je popolnoma odveč. Ja, ne pokriva nič, kar ne bi bilo že pokrito z ostalimi. Če to odstranimo, dobimo postavitev, ki pokrije celo šahovnico in se figure ne napadajo. To je edina takšna, lahko tudi preverite sami. Ok, in še tretja variacija vprašanja, ki se je pojavljala, pa je bila, kolikšno je največje število šahovskih figur, ki jih lahko damo na šahovnico, da se figure med sabo ne napadajo. Torej, zdaj smo pa spustili to, da hočemo pokriti šahovnico, ampak hočemo pa največ figur, pa tako, da se ne napadajo med sabo. Ok, zdaj, s tem so se ljudje na splošno, ne samo matematiki, kar ukvarjali. In prvo tako večji rezultat oziroma bolj obsežen rezultat sta objavila leta 1964, torej več kot 60 let kasneje, brata Jaglum, ki odgovorita na nekatero teh treh vprašanj za primere trdnjave, kralja, konja in lovca. Ok, vzporedno s tem dogajanjem, torej s tem igranjem s kraljicami, pa se v teoriji grafov dogaja naslednje. Torej, leta 1958 Berge v knjigi o teoriji grafov prvič definira koncept dominantnega števila. Zdaj še ne vemo, kaj to je, bomo to ugotovili čez nekaj minut, ampak toliko, da veste, da govorimo o konceptu, o nečemu, kar je staro že kar nekaj let. 4 leta kasneje, Oistin in Ore v knjigi spet o teoriji grafov prvič poimenujeta ta koncept kot dominantna množica in dominantno število, torej imena, ki jih uporabljamo še danes. In še nekaj let kasneje, Cockayne in Hedetniemi uvedeta notacijo, torej označbo za dominantno število, ki je tudi v uporabi še danes. Zdaj, v naslednjih 20 letih nastane preko 1200 člankov na temo o dominaciji v grafih. In zdaj, če se spomnite, letnice, seveda, se pojavijo tudi nove variante dominacije. Zdaj, če se spomnite tiste letnice, ko sem vam povedala, kdaj je bil ta problem za šahovnico 8x8 rešen, je bil znotraj teh 20 let približno, ne? Ko so nastajali vsi te članki v povezavi z dominacijo. Zdaj, povezave zaenkrat še ne vidimo, najbrž zato, oziroma ne najbrž, ampak zato, ker ne vemo še, kaj je dominacija, ne? Tako da bomo vzpostavili povezavo med našo šahovnico in našimi grafi, tako da bo jasno, zakaj je to dvoje povezano. Ok, zdaj, ko smo ugotovili, kje se je vse skupaj začelo, oziroma smo dali motivacijo za to naš problem, si bomo dejansko pogledali, kaj so to grafi in kaj so to dominantne množice v grafih. Ok, in kot sem rekla na začetku, graf ni graf funkcije, kot jih poznate, ampak je graf nek matematični objekt, ki je sestavljen iz množice točk in množice povezav.
Zdaj, oznake običajno seveda prihajajo iz angleščine, zato množico točk označujemo z V kot vertices in množico povezav z E kot edges. Povezave so pa v bistvu samo neke dvoelementne podmnožice množice točk. Ok, to se sliši zakomplicirano, ampak seveda ni. Tole, kar je na slikci, je graf. Ok, torej imamo, kot sem obljubila, točke pa neke povezave. Zdaj, čisto konkretno, ta naš graf ima 4 točke, torej naša množica točk je ABCD in 1, 2, 3, 4, 5 povezav. In smo rekli, povezave so dvoelementne podmnožice množice točk. Torej imamo povezavo AB, povezavo AD, povezavo BC, BD in CD. Ok, zdaj, tole se zelo grdo bere, ker je en kup oklepajev. Zato običajno zapis povezav kar malo poenostavimo, pa one notranje oklepaje od množic spustimo. Ok, torej imamo na naši slikici graf, ki ima 4 točke in 5 povezav. Kaj bomo še rabili, zato da bomo se lahko pogovarjali dalje? Kaj je soseščina točke? Spet, oznaka N od X prihaja iz angleščine kot neighborhood. Torej, soseščina je množica vseh točk, s katerimi je naša točka X, ker gledamo vedno soseščino neke konkretne točke, povezana. Torej, če vzamemo za primer, naprimer soseščina točke A bi bila kaj? S čim je točka A povezana? S katerimi drugimi točkami? Z točkami B in s točko B in s točko D. Tako. Torej, A ima v soseščini, B pa D. Ok, naprimer, če vzamemo B, kaj ima B v soseščini? A, D in C. Tako, vse ostale 3 točke, torej A, C in D. Ok, zdaj stopnja točke v grafu, označimo jo z D od G, torej D kot degree spet, je enaka velikosti njene soseščine. Torej, če se spomnite od prej, smo rekli, A ima v soseščini B pa D, torej stopnja točke A je 2. B ima v soseščini A, C in D, stopnja točke B je 3. Zdaj, če imamo graf narisan, je to enostavno. Ne preštejemo povezave, ki grejo iz posamezne točke. Ok, in potem govorimo lahko še o najmanjši pa največji stopnji v nekem grafu. In najmanjša stopnja v grafu je pač, samo pogledamo, katera točka ima najmanjšo stopnjo in to je potem tudi najmanjša stopnja celega grafa in enako velja za največjo točko. Oznake so pa mali pa veliki delta, ker je D bil že zaseden. Ok, torej, če si zdaj ponovimo, soseščina od A-ja je bila BD. Opala. Stopnja v grafu G od točke A je, smo rekli, velikost te soseščine je 2. In če zdaj to pogledamo za vse točke v grafu, vidimo, da bo najmanjša stopnja v našem grafu G 2, ker nimamo nobene točke stopnje manj kot 2, in največja stopnja v našem grafu G bo 3, ker nimamo nobene točke stopnje več kot 3. Ok, ajde tu kakšno vprašanje? Nina? Ja? Jaz bi ti samo rekel, da imaš približno 10 minut. 5, ampak ni problema. Ja, ok, je v redu. Ok, ti naredi pauzo, ko želiš. Zdaj povemo še, kaj je dominantna množica in potem naredimo pauzo. Po Super. pauzi bomo pa se s problemi ukvarjali. Super. Ok, zdaj vemo, kaj je graf in zdaj nas zanima, kaj pa je neka dominantna množica v tem grafu. In zdaj, če si pogledamo definicijo, torej dominantna množica je neka podmnožica točk tega grafa, tako da za vsako točko, ki ni v tej množici, velja, da ima soseda v množici. Ja, zdaj oznake vem, da običajno jih ne marate najbolj, pa zato imam jaz eno slikico in primer. Ok, torej smo rekli, dominantna množica je takšna množica točk, da če pogledamo vse one točke, ki niso v tej množici, morajo biti povezane z neko točko v množici. In če zdaj naštejem nekaj dominantnih množic, ki jih lahko v tem grafu najdemo, naprimer AFE.
Ja, torej A, F in E so v množici. In če je ta množica dominantna, pomeni, da B, D in C, ki niso v množici, morajo imeti povezavo do vsaj ene točke, ki je. In B jo ima do A-ja, D jo ima do E-ja, C jo ima do F-ja. Štima. Torej je to res dominantna množica. Dominantna je tudi množica A, B, E. In dominantne so tudi te tri množice, ko imate različno pobarvane točke. Ne? Torej, imamo množico, ki ima samo rdeč C, množico, ki ima ta modre B pa E, pa množico, ki ima te tri črne točke A, D in F. Ok, torej vidimo, da en graf ima lahko dosti dominantnih množic. Torej, ni to nekaj enoličnega, ja? Ni to ena dominantna množica in to. Celo dosti v smislu, da ima lahko enako velike različne množice ali pa čisto različno velike, ne, vidimo, tukaj imamo velikosti 1, 2 pa 3, pa velikosti 3 imamo 3 različne, pa tudi velikosti 2 bi se našla kakšna še različna, ne. Zato je pomembno v bistvu ločiti dve zadevi pri dominantnih množicah. Eno so minimalne dominantne množice, to so tiste dominantne množice, ki jim ne moramo nič stran vzeti, pa da bojo ostale dominantne. Okay? Torej, če iz C-ja C vzamemo stran, nimamo več nič, ne bo to ok, ne? Iz B in E tudi ne smemo nič stran vzeti. Torej, kot piše tu, S3, 4 in 5 so minimalne. Vidimo kaj, iz S2 bi lahko vzeli kaj stran, da ostane dominantna? Da je lahka. Gledamo S2 in S4, vidimo, da tale A je tule čisto odveč. Se strinjamo? Torej, če ta A damo stran, dobimo množico S4, ki vemo, da je dominantna. Ok, torej, ta res ni minimalna. Kaj bi pa iz prve lahko vzeli stran, pa da ostane dominantna? Si pogledati. Če vzamemo stran A, torej boste ostala F pa E v množici, je pol A ne bo imel nobenega soseda, ker ni povezan z A-jem pa F-jem. Torej, A ne smemo dati stran. Če vzamemo stran F, torej, A bo povezan, A je not, B je povezan z A-jem, C je povezan z A-jem, D je povezan z E-jem, pa F je tudi povezan z E-jem. Torej, F lahko damo stran in bomo ostali z množico, ki bo še vedno dominantna. Ok, in drugi pojem je pa najmanjše dominantne množice. Torej, najmanjša je pa res tista, ki ima najmanj elementov. V tem primeru je to valjda C, ki ima samo en element. Ok, in zdaj še ta naša oznaka, torej dominantno število grafa G označimo pa z gamma. In to je enako velikosti njegove najmanjše dominantne množice. Zdaj za ta naš konkreten primer bi bil gamma od našega grafa G koliko? Koliko elementov ima najmanjša dominantna množica? No, se nam piše, kjer je najmanjša. Enega, ne? Nam piše, kjer je najmanjša. Najmanjša je S5, ta ima en element. Torej, v tem primeru je dominantno število tega grafa 1. In zdaj je dober trenutek za pauzo in potem gremo ugotoviti, kako nam lahko ta dominacija pomaga za reševanje vsakdanjih problemov. Torej, zdaj v drugem delu našega predavanja danes si bomo pa dejansko pogledali, kako nam dominacija in grafi lahko pomagajo pri reševanju vsakdanjih problemov. Bomo rekli, problemov, s katerimi se srečujemo ne toliko v vsakdanjem življenju, ampak ki so dejansko realni. Zdaj, sekunda. Ok. Zdaj, prvi tak problem je, na primer, da želimo postaviti radijske oddajnike na nekem širšem območju z vasmi. Zdaj, ker so radijski oddajniki dragi, bi jih valjda želeli postaviti čim manj, ne bi dali vsako vas enega, ker mogoče bo en iz ene vasi pokril še lahko drugo vas, oziroma če ga postavimo na polovico, na pol poti med obema vasema, bomo imeli obe vasi pokriti. Zdaj, radijski oddajniki pa imajo omejen domet. Ne? Torej,
kako bi zdaj ta problem rešili. In vsakič, ko se v bistvu srečujemo v matematiki z nekim problemom iz bomo obrnili zadevo. Torej, vsakič, ko se srečamo z nekim problemom iz vsakdanjega življenja, je potem delo matematičnega modeliranja najti ustrezno rešitev znotraj matematike. Mi imamo zdaj tu malo olajšano zadevo, ker vemo, da bomo govorili o dominaciji. Torej, se moramo dejansko samo odločiti, če je to naš problem, rabimo iz tega najprej dobiti nek graf. In za dobiti graf se moramo odločiti, kaj bojo v našem problemu točke in kaj bojo v našem problemu povezave. Zato, da lahko ta dan problem rešimo s pomočjo matematike. Ok, in ker je to zdaj naš prvi problem, bom tu jaz malo pomagala, pol pa za naslednjega se boste sami malo potrudili ugotoviti, kaj bo kaj, ne? Ok, torej, vsako vas lahko predstavimo s točko. In vasi lahko med seboj povežemo, torej damo povezavo med te dve točki, če med eno in drugo vasjo ni objektov, ki bi preprečevala širjenje signala, torej kakšnega večjega hriba ali pa kaj podobnega. In zdaj, če gledamo, smo rekli, da imajo radijski oddajniki omejen domet, torej rabimo še informacijo o razdalji. Lahko na vsako povezavo še dodamo informacijo o zračni razdalji, ki jo imata te dve vasi med sabo. In recimo, da dobimo rešitev, kaj bo število oddajnikov, je zdaj valjda odvisno od dometa. Torej, recimo, da imamo tale graf. Torej, z velikimi črkami imamo poimenovane točke, to so naše vasi, pa neke povezave imamo med vasmi in na vsaki povezavi piše razdalja med tema dvema vasema. Mi smo rekli, rešitev bo odvisna od dometa oddajnika. Torej, si najprej pogledamo cene oddajnikov, ugotovimo, kateri bi bil cenovno sprejemljiv za nas in rečemo, ok, koliko oddajnikov potrebujemo, če imamo oddajnike dometa 50 kilometrov. Ok, kako bi se zdaj tega lotili? Zdaj, če imamo oddajnik, ki ima domet 50 kilometrov in iščemo dominantno množico v temle našem grafu, potem je vse, kar ima vse razdalje, ki so preko 50 kilometrov, so nam neuporabne. Ne? Torej, čisto konkretno, če bomo postavili oddajnik v vas A, ta ne bo pokrila vasi C, ker je med njima 60 kilometrov razdalje. Torej je ta povezava tu čisto nepotrebna. Prvo delo si lahko torej naš graf poenostavimo. Torej vse, kar presega naš domet, vse te povezave, lahko zbrišemo. Ok, in zdaj sem jaz to delo naredila, ne? Torej, te vse rdeče povezave so tiste, ki presegajo 50 kilometrov in jih zbrišemo. Ok, zdaj dobimo graf, ki je bolj enostaven, ker ima manj povezav. In hočemo v tem grafu poiskati najmanjšo dominantno množico. Ok, pa dajmo razmisliti skupaj. Prva stvar, ki jo opazimo, je, da naš graf ni več povezan. Torej imamo tule en kos grafa, pa tule drugi kos grafa. Ja? Torej to je nepovezan graf, še vedno je to en graf. Ampak ima dva kosa. In zdaj, karkoli se bo zgodilo v tem kosu, ne bo vplivalo na ta večjega in obratno. Torej, najbolj enostavno je najprej poskrbeti za ta manjšega. Ja? Si bomo zbrali eno od teh dveh točk, druge izbire nimamo, ne? Torej, recimo, da bomo zbrali, ok, dajmo reči to. Tule bomo dali en oddajnik in s tem pokrijemo cel ta kos grafa. Kaj pa v tem ta velikem? Kaj bi se nam splačalo?
Okay. Recimo, tukaj je v bistvu s poskušanjem lahko pridemo. Ni tako velik graf, pa dajmo s poskušanjem. Recimo, da damo točko B, torej da damo v vas B oddajnik in ta nam bo pokril K, C, D, torej vse, kar je z B povezano, ne? E, I pa A. In če zdaj pogledamo, kaj je še ostalo nam je nekaj med F pa L, in če damo v eno, bomo s tem pokrili tudi drugo, recimo, da bomo dali L, s tem imamo F, vas pokrito, in ostala sta nam tule še M pa J. In spet, moramo zbrati eno ali drugo in s tem bo pokrita tudi ta druga. Pa da recimo, da vzamemo J in s tem imamo M pokrit. Ok, zdaj dobili smo rešitev, ki potrebuje 4 oddajnike in z malo truda se pokaže, da je to tudi res najmanjša rešitev. Ok, malo drugačno sem jim jaz tukaj označila, ampak ja. Se pokaže, da torej tele naše rdeče točke so naša rešitev, ki je tudi optimalna. Torej najboljša možna glede na dan graf. Seveda, če spremenimo parametre, torej če vzamemo oddajnik z manj dometa, ker je dosti cenejši, ali pa z več dometa, ker ni dosti dražji, bomo mogoče rabili manj ali več oddajnikov, ne? In to je potem že optimizacija. Ok, a je kakšno vprašanje tu? To je bil ta začeten, najbolj enostaven problem, ki ga imamo. Ok, lahko gremo naprej. Torej, naš drugi problem je, zdaj, če ste gledali, sigurno ste gledali kakšne ameriške filme in veste, da imajo tam šole njihove rumene avtobuske. Torej, večina ameriških šol svojim učencem dejansko nudi prevoz v in iz šole. In seveda se morajo te prevoze načrtovati, ne? Ni to stvar voznika, ampak se pri načrtovanju držijo določenih pravil. Torej, recimo, da tale naša slika, ki jo imamo na levi, predstavlja cestno omrežje nekega dela mesta. Ja? Vsako križišče je tokrat točka in vsaka povezava je ulica. Šola se nahaja tukaj, kjer imamo črno točko. In šola ima pravilo, da lahko učenec hodi do šole ali najbližje postaje največ 2 ulici. In zdaj se šola vpraša, kje se moramo ustaviti. Torej, kje moramo imeti postanke, zato da bo ta pogoj izpolnjen, da noben učenec ne bo hodil do šole ali do avtobusne postaje več kot 2 ulici. Okay, tukaj je že več točk, ne? Je že zadeva malo manj enostavna, kot je bila prej. Pa, če si pogledamo eno možno rešitev, je na primer, da ima avtobus tole pot. Ne? In vidimo, da res iz vsake točke sta največ 2 povezavi do bodisi postaje, bodisi šole. Ja, torej iz tukaj grejo učenci kar v šolo, iz teh pa imajo največ 2 ulici za prehoditi do postaje. Ok, zdaj imam pa vprašanje. Če je pot ta, a se mora avtobus res ustaviti v vseh točkah na poti? A lahko kakšno križišče se ne ustavi? Ja, recimo, če gledamo črno točko, v bistvu na 2 točkah pod njo se v bistvu ne rabi ustaviti, ker v bistvu je razdalja zadosti majhna, da... Ja, zdaj pa moramo še malo paziti, ne? Zaradi te točke se moramo ustaviti tule. Aha, ja. Ker če ne bo ta imel predolgo pot do postaje ali šole. Tako da ta je obvezna, ta pa ni, ne? To pa res lahko spustimo. Ta je dovolj blizu šoli. Simetrična je situacija tule, ne? Torej, ta je dovolj blizu šoli, da bojo tiste, ki so okoli, imeli največ 2 ulici do šole ali do postaje. A lahko še kaj spustimo? Mislim, da imam naslednjo. Ok.
Torej, če se nam ni treba ustaviti v vsakem križišču, so samo te rdeče točke tiste, ki so obvezne. Ja, vse ostalo bo še vedno zadostilo pogoju, da imamo največ 2 ulici do postaje ali šole. Ja, kaj pa, če ne smemo kar prevoziti križišča, a je pol to še vedno kar okej? Zdaj, če pogledamo, ne? Torej, tale pot, če se ustavimo v vsakem križišču, jih imamo 1, 2, 3, šola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 postankov. Če se ne ustavimo v vsakem križišču, jih imamo že pol manj. Ne? Zdaj pa, kaj pa, če je med pogoji tudi to, da se pa moramo ustaviti v križišču, da ne smemo kar križišča prevoziti? Ja, potem se pa verjetno da najti kakšna boljša rešitev. Konkretno, za naš primer je to tale. Torej, če se moramo v vsakem križišču ustaviti, pol je pa že boljše, da gre naš avtobus iz šole do sem, pa po ulici tja. Okay? Pa ne bomo se v križišču 2-krat ustavljali, ampak samo enkrat. Ne? In imamo potem namesto 10, 7 postaj. Je bila tista s 5 še vedno boljša, ampak okej. Pol je pa malo stvar šole, kako se odloči. Okej, zdaj na tem primeru smo spoznali še eno drugo vrsto dominacije, ne? Torej smo rekli, tule nismo več gledali, da ima vsaka točka soseda v množici tej naši, ampak samo, da ima soseda na razdalji 2. Torej, obe ti rešitvi predstavljata rešitev problema razdaljne 2 dominacije. Ne? Ker tako, kot je bil zastavljen, smo rekli, točke, ki so v dominantni množici, morajo biti na razdalji 2, torej največ 2 ulici stran od ostalih. In še eno lastnost imata ti 2 množici, in sicer, če odstranimo vse bele točke iz grafa, je to, kar ostane, še vedno povezan graf. Torej, ne razpade na več kosov, tako kot se nam je to zgodilo v enem prvem primeru, ko smo odstranili povezave, ki so bile predolge, ne? Ampak ostane to še vedno graf v enem kosu. Torej, vse belo damo stran in vidimo, da imamo še vedno vse točke med sabo povezane. Torej, tule imamo en cikl, tule imamo pa en tak poležen T. In ko imamo dominantno množico, ki je povezana, govorimo o povezani dominantni množici. Vsa imena so zelo samoumevna in logična. Ja. Okej, smo že na 3. problemu. Imamo skupino ljudi, ki ima neke različne lastnosti. In želimo si sestaviti nek odbor, neko komisijo, nekaj v tem smislu, ki bo imelo čim manj članov. In to hočemo narediti tako, da bo vsak, ki ni v odboru, imel nekaj skupnega z vsaj enim članom odbora. Okay, torej recimo, če vzamemo primer, ne vem, v obrtni zbornici imajo v bistvu predstavnike iz dosti različnih branž, ne vem, imajo frizerje, čevljarje, kozmetike in tako naprej. In oni hočejo zdaj eno komisijo, ki bo vsakega izmed njih predstavljala. Ja? In kako bi to zdaj lahko rešili s pomočjo naših dominantnih množic? Ok, zdaj pa tu na vas. Kaj bojo točke in kaj jim bomo dali povezave? Kaj bi bile lahko točke v našem primeru? Kaj pa imamo za izbiro? Mislim, ljudje so naše točke, potencialni člani odbora. Tako, torej ljudje bojo točke, ja, se strinjam. In zdaj se moramo še zmeniti. Ok. Aha, bila malo prehitra. In zdaj se moramo še zmeniti, kdaj bosta 2 človeka povezana. Ja, in najbolj logična je razlaga, da ju povežemo, če imata nekaj skupnega, ne? Ja.
Ok, torej vsakega človeka predstavimo s točko in dodamo povezavo med tema dvema točkama, če imata v sebi nekaj skupnega, in tako dobimo graf. Ok, zdaj pa recimo, in zdaj v tem grafu, ki smo ga dobili, hočemo valjda poiskati spet najmanjšo dominantno množico, ne? Najmanj članov hočemo, da ima naša komisija. Ok, recimo, da je to graf, ki smo ga dobili. A je kakšna rešitev, ki nam skoči v oči? Torej, če hočemo, da bo vsak, ki ni v množici, imel vsaj enega soseda v množici, je prva možnost kaj? Kaj se nam zdi, da bo treba? No, dajmo malo pomisliti. Iščemo najmanjšo dominantno množico. Za vse točke, ki jih ne bomo zbrali, morajo imeti soseda, ki bo, dajmo reči, da te bomo pobarvali, in za vse one, ki jih ne bojo pobarvane, morajo imeti vsaj enega pobarvanega soseda. Mogoče Tereza, Olga in Jan. Tereza, Olga in Jan. Ok, dajmo razmisliti. Tereza, Olga in Jan. Zdaj, Tereza je ok z Robijem, Silvo in Petrom. Olga bo pokrila Sandija in Klaro in Jan bo pokril Milana in Erika. Super! Da ste bili zdaj ful pridni. Prva rešitev, ki je meni prišla na pamet, je bila ta, ne? Torej, to je prva rešitev, ki je res, da če karkoli odstranimo, bo en od notranjih ostal brez pobarvanega soseda. In ta ni najboljša, zdaj smo videli, vas sošolec našel boljšo, ki nima 5 ljudi, ampak 3. Ne? Torej, zdaj že vemo, da odgovor tule je ne. In ok, jaz sem zbrala druge 3, ampak še vedno ustreza temu, da je to dominantna množica, ne? Torej, Silva nam pokrije Terezo, Erika pa Sandija. Robi pokrije Olgo pa Jana in Peter pokrije Klaro in Milana. Torej, imamo še vedno vse pokrite. Ok, kaj še znamo povedati o teh dominantnih množicah? Torej, če vzamemo rdečo, torej tiste točke, ki so bile obkrožene rdeče, in zbrišemo vse ostalo, nam ostane povezan graf. Torej, ta rdeča bo povezana dominantna množica. Če pa vzamemo samo modre točke, vidimo, da med njimi ni povezave. Ne? Torej, nobena modra točka ni povezana z neko drugo modro točko. Torej, v tem primeru pa imamo neodvisno dominantno množico. Ok, zdaj pa imamo še eno manjšo variacijo na temo. Če prevzamemo, da se osebe, ki so med sabo povezane, torej, ki imajo nekaj skupnega, tudi poznajo, ima množica naših obkroženih točk še eno dodatno lastnost. In sicer vsaka rdeča obkrožena točka ima v svoji soseščini rdečo obkroženo točko. In to bi na primer ustrezalo zahtevi, da vsak član odbora pozna še vsaj enega člana odbora. In v takšnem primeru,
V takšnem primeru govorimo o totalno dominantni množici. Ja? Torej, če se spomnite definicij od prej, torej naša definicija dominantne množice prej je bila kaj? Je, da za vsako točko v, ki je v naši množici točk, ampak prej smo imeli tukaj brez s, ne? Torej, vsako, ki jo nismo zbrali, je mogla imeti soseda, zdaj pa je definicija spremenjena, tako da mora vsaka točka imeti soseda v naši dominantni množici. Ja? In takrat govorimo potem o totalno dominantni množici. Ok, zdaj, če govorimo o totalno dominantni množici, torej zdaj mora vsaka točka imeti enega soseda, ki je pobarvan. A je zdaj rešitev, tale, ki jo imamo s 5 zunanjimi točkami, najmanjša totalna dominantna množica v tem grafu? Ali lahko najdemo kakšno manjšo? Kaj se nam zdi? Potem si pogledati. Ni. Seveda, da ni najmanjša. Če si pogledamo zdaj tole našo modro rešitev, vidimo kaj. Ja, zdaj pa čisto vsaka točka, torej te zunanje, tale ima soseda Silvo, ki je modro pobarvana in je torej v naši množici. Milan ima Petra, Olga ima Robija, Jan ima ravno tako Robija, Erik ima Silvo, Klara ima Petra. Torej, te, ki niso zbrani, so vsi dominirani, imajo soseda, ampak tudi te, ki so zbrani, ne, Peter ima Terezo v množici. Tereza ima celo vse 3 sosede v množici. Robi ima ravno tako Terezo v množici in Silva ima ravno tako Terezo v množici. Torej, tokrat so vse točke, ne samo tiste, ki niso bile zbrane, imele soseda v tej naši dominantni množici. In to je potem totalno dominantna množica velikosti 4. Ok, a imamo kakšno vprašanje, preden gremo še na naš zadnji današnji problem? Ok. Ok, še en problem imam pripravljen. In sicer spet imamo neko skupino ljudi in jo želimo poslati, da razišče nek neznan del sveta. In to pomeni, da pripravljamo neko ekspedicijo in za to, da bo zadeva raziskana kot je treba, rabimo ljudi, ki imajo neke določene veščine, neka določena znanja. In recimo, da po tehtnem razmisleku ugotovimo, da moramo za to našo ekspedicijo zbrati nekega botanika, zoologa, gradbenika, novinarja, kuharja, geologa, zgodovinarja, pilota, fizika in fotografa. Ok, zdaj, če si pogledamo, to je 10 veščin. In mislim, da poslati 10 ljudi nekam ni tako enostavno, ne? Torej, to je velika skupina ljudi, te ljudi je treba plačati, te ljudi je treba hraniti, te ljudi je treba pripeljati na ta neznan del sveta in tako naprej. Tako da valjda je naš cilj poiskati čim manjšo skupino ljudi, ne?
Torej, zagotovo imamo ljudi, ki znajo več kot eno stvar. Tudi sami sigurno znate več kot eno stvar, ne? Torej, moramo zdaj nekako izbrati, koliko najmanj ljudi moramo poslati na našo ekspedicijo. Ok, zdaj objavimo razpis, na ta razpis se določeni ljudje prijavijo. Ok, tako da to bomo zdaj probali tudi rešiti s pomočjo naše dominacije na grafih, ja. Tokrat imamo 2 tipa točk. Nimamo več samo točk za ljudi, ampak imamo točke, ki predstavljajo ljudi in točke, ki predstavljajo veščine. In to so 2 ločeni množici točk, ja. In potem človeka povežemo z veščino, če to zna. Ok, in zdaj to, kar mi želimo, je poiskati najmanjšo množico ljudi, ki bo pokrila vse veščine, torej najmanjšo množico točk na eni strani, ki bo pokrila vse točke na drugi. Ok, torej recimo tole je teh naših 10 veščin, ki jih želimo pokriti. In recimo, da se nam je res ravno 10 ljudi prijavilo na razpis. In potem gremo skozi njihove prijave in ugotovimo, na primer, da je Bogdan botanik in novinar. In povežemo Bogdana z botanik in novinar. Pa na primer, da je Lorena botanik, novinar, geolog in pilot. Super, jih lahko pripelje na naš otok, ne? Pa da je Goran novinar, kuhar, zgodovinar in pilot. In spet povežemo Gorana z ustreznimi veščinami. In to naredimo za vsakega od teh naših 10 ljudi in dobimo graf. In smo rekli, zdaj moramo na tem grafu poiskati podmnožico ljudi, torej teh na levi strani, ki bo dominirala, torej bila povezana z vsemi temi zadevami na desni. Ok, to je zdaj že malo večji graf, ne? Imamo 20 točk, to bo zdaj že malo bolj zakomplicirano. Prva stvar je, da takšne grafe, ko imamo 2 ločeni množici točk in samo povezave iz ene množice v drugo, vidimo, ne, da ljudje med sabo niso povezani, pa veščine tudi ne, takemu grafu pravimo dvodelen graf. In tudi dominacija tukaj bo v bistvu, pravimo na ta račun tudi dvodelna dominacija. Zato, ker imamo en del, ki želimo, da dominira celoten drugi del. Ok. A se bomo kaj potrudili? Zdaj, kako se običajno, ko se teh zadev lotimo peš, se nam splača pogledati kaj? Ja, pogledati, katere veščine imajo najmanj ljudi, ki jih obvladajo, ne? Če si na primer pogledamo tule, za gradbenika imamo samo enega kandidata. Torej, Jure bo zagotovo mogel biti zbran, ker če ne, ne bomo imeli gradbenika. In s tem, ko moramo Jureta zagotovo zbrati, ja, potem imamo bolj... Nina, tam bi mogla biti Eva povezana. Ja, sorry, vidiš. Ja, to je pa, ko je velik graf in dosti povezav, hvala. Torej, gradbenik je Eva, ja, hvala lepa. In Eva je tista, ki jo moramo zagotovo zbrati. Ok, in zdaj vemo, da če moramo zbrati Evo, ker je ona edini gradbenik, ja, potem nam Eva pokrije tudi, pa da ne bom se zdaj zmotila, Eva je tudi botanik, pa Eva je tudi fizik. Ok, torej nam Eva pokrije že vse to troje. Zdaj pa moramo počasi nekako zbrati še ostale, da bomo imeli pokrite še ostale veščine. Naprimer, zdaj nobenega nimamo več, torej nobena veščina ni pokrita več samo z enim človekom, imamo pa naprimer samo 2 geologa. Torej, ali bomo zbrali Luko ali Loreno. Ne? Če si pogledamo, ja, ravno isti, oba imata ravno 4 veščine, s tem, da Lorena pokriva botanik, pa, to je že malo težko gledati, pilot, pa geolog, torej eno skupno z Evo. Luka pa zoolog in botanik spet eno skupno z Evo, to nam ne pomaga. Pa gremo dalje. Dajmo si to pustiti za malo kasneje, pa gremo pogledati, kako je s fotografi, pa imamo tudi samo 2 možnosti. Ali bo to Peter, ali bo to Luka. Zdaj, Peter je hkrati še pilot, kuhar pa zoolog. Torej je v bistvu boljša izbira kot Luka, ki je botanik isto kot Eva, ne? Torej bomo raje izbrali Petra.
In s tem imamo pokritega fotografa, pa imamo pilota, pa imamo kuharja in imamo zoologa, upam, da je to prava povezava. Ok, in tako gremo naprej in počasi najdemo neko našo rešitev. Zdaj, konkretno v našem primeru, ok, jaz sem ugotovila po nekih možnih izbirah, da so tele 4 optimalni. Torej, ko nekoga zberemo, še ne pomeni, da ne smemo iti en korak nazaj, ne? Pa ugotoviti mogoče v nekem kasnejšem koraku, da tisto ni bila dobra izbira, v tem primeru naš Peter, ne? Ni bila dobra izbira, verjetno zaradi nekega kasnejšega kandidata. Ok, ja, in kot sem vam že povedala, tej varianti dominacije pravimo dvodelna dominacija, ker imamo graf, ki je sestavljen iz točk, ki so 2 različnih tipov. Ok, zdaj počasi smo se spoznali z dominacijo, znamo dovolj dobro, mislim da, kaj to je. Kako se zdaj to povezuje z unim našim čisto začetnim vprašanjem o kraljicah? Torej, če imamo, recimo, to je zdaj naša šahovnica 8x8 in na njej imamo 6 kraljic in tale postavitev 6 kraljic dejansko pokriva celo šahovnico. Kako bi to lahko z grafom ponazorili? Zdaj, če želimo iz tega narediti graf, spet se moramo odločiti, kaj bojo točke in kaj bojo povezave. In točke so vsako polje na šahovnici, torej, kakšne barve sem, ne, dali sem na črno. Torej, vsako posamezno polje bo ena točka. Pa bom samo prvo vrsto narisala, če ne bomo tu še 10 minut. In polja povežemo med sabo, če lahko kraljica, zdaj ta konkretno kraljica je tu, ne, to je na tem polju. Torej, prvo polje bomo povezali vsemi tistimi polji, ki ga lahko kraljica doseže, če je na tem polju. Torej, to prvo polje, torej ta prva točka, ki predstavlja prvo polje, bo povezana z drugo, s tretjo, s četrto, s celo vrsto, ja, tudi s celim stolpcem, ne, ker vse te lahko tudi dosežemo. In ravno tako bo povezana tudi z vsemi točkami na teh diagonalnih poljih. In to naredimo za vsako polje. Graf bo ogromen in potem se moramo spopasti s tem našim problemom dominacije, ne? In poiskati pač tiste točke, ki bojo dominirale vse ostale točke v grafu. Aha, ok. Torej, povezave sem že povedala. In če si zdaj pogledamo tole rešitev, lahko ugotovimo, zdaj malo abstraktno bo treba si predstavljati naše povezave pa točke, ampak vidimo, da tele naše kraljice med sabo v našem grafu ne bojo povezane. Torej, tale rešitev, ponazorjena z grafom, predstavlja neodvisno dominantno množico. In potem imamo valjda variacije na temo, ne? Torej, lahko iščemo, ne vem, povezano dominantno množico, lahko iščemo dvodelna tu ne, ker graf ni dvodelen, ampak lahko iščemo razdaljno, na neki razdalji, ja, torej, da bo vsako polje v 2 potezah lahko dosegla kraljica in tako naprej. Ok, in zdaj, ko smo povezali še tole našo dominacijo z našim problemom o kraljicah, kjer se je vse skupaj začelo, je v bistvu čas odgovoriti na bistveno vprašanje, torej to, ki nas matematike običajno muči, ne. Zdaj, mi smo se malo poigrali, imeli par primerov in skupaj ugotavljali, kaj se da, kaj se ne da, a se da z manj, a se ne da z manj. Ampak vse skupaj ni bilo nič kaj tako grozno težkega, ne. Zdaj, omejeni smo s časom, ampak če ne bi bili omejeni s časom, bi tudi sami prišli do vseh teh rešitev, ki sem vam jih jaz povedala. Tako da je dejansko vprašanje, a je to res tako enostavno? Kaj dejansko delamo, ne? Mislim, kako težko je pravzaprav najti neko minimalno dominantno množico poljubnega grafa. Ja, najti samo eno minimalno dominantno množico ni težko. Ne, pač najbolj enostavno je, ok, zberemo eno točko, pa vse, ki jih ta točka pokrije, zbrišemo z grafa. Ne, tako kot smo na
šahovnici dali nekam kraljico, pa prečrtali vse vrstice, vsa polja v vrstici stolpcev in diagonali, ki jih je pokrila. Ne? S tistimi se ne rabimo več ukvarjati. In po enakem postopku lahko za vsak graf najdemo neko minimalno dominantno množico. In enostavno lahko potem tudi pokažemo, da je minimalna. Minimalna, če se spomnimo, pomeni kaj? Ja, ne smemo nič ven pobrati, da bo ostala dominantna. Ok, torej to ni težko. Kaj pa je težko? Težko je pa najti najmanjšo. Ja, torej tisto, ki bo imela najmanj elementov. Dejansko problem dominantne množice kot tak, čisto matematično formuliran, je, če imamo dan nek graf G in neko naravno število K, želimo odgovoriti na to, ali naš graf vsebuje dominantno množico velikosti največ K. Ok, torej imamo dan poljuben graf in hočemo vedeti, ali ima dominantno množico velikosti, ne vem, največ 3. Torej 1, 2 ali pa 3 nas zanima. Ne? In to se izkaže, da je težek problem. Torej, to sta Gary in Johnson že leta 1979 pokazala, da je NP poln problem. Zdaj, tehnično NP poln pomeni zelo težek. Okay? In kaj je tu pravzaprav težkega? Zdaj, koliko minimalnih dominantnih množic pa sploh lahko ima graf? To je bilo tudi pokazano. Zdaj, počasi se tale razlika med tema dvema številoma manjša, ampak če imamo graf na n točkah, potem ima ta graf lahko med 1,5 na n in 1,7 na n. Zdaj, te številke se zdijo ful majhne, 1,5, 1,7. Težava je tale n v eksponentu. Ja? Torej, čim imamo več točk v našem grafu, večja bo tale razlika med številom minimalnih dominantnih množic, ki jih lahko imamo. Pa če pogledamo čisto konkretno. Če imamo graf na 2 točkah, potem bomo imeli 2 ali 3, torej med 2 in 3 minimalne dominantne množice. Če imamo graf na 3 točkah, potem le izračunu, bomo imeli od 3 do 5 minimalnih dominantnih množic. Zdaj pa, če imamo graf na 10 točkah, pa večina grafov, ki smo jih danes gledali, je imela vsaj 10 točk, ja, pol je pa že naših minimalnih dominantnih množic med 57 in 200. To je pa že kar nekaj. In v realnih problemih se izkaže, da je teh točk veliko, govorimo o nekaj 100. Pa že pri 10 smo pri številki, ki ni obvladljiva s svinčnikom in papirjem. Torej, bistvo težave je, da ne obstaja recept. Nimamo algoritma, torej recepta, ki bi nam povedal, kako poiskati tisto najmanjšo, tudi če bi imeli, torej, prvi problem je ta, da je problem našteti vse minimalne. Če bi imeli vse minimalne, potem znamo povedati, kje ima najmanj elementov. Ne? Torej, že našteti vse minimalne je težko in potem ne znamo pa zbrati med tem še tiste najmanjše. Ok, kaj pa vemo? Čisto zadnje matematične zadeve. Kar nekaj dela je bilo s tem narejenega in naprimer, Ore je leta 1962 pokazal, da če imamo nek graf G, ki je minimalne stopnje vsaj 1, potem je dominantno število sigurno manjše od n polovic, torej od polovice od točk. In tale meja je ostra. Zdaj, da je meja ostra, pravimo takrat, ko obstaja nek graf, ki doseže točno to številko. To pomeni, da je ta meja tudi dobra na nek način. Ja? In graf, ki doseže to številko, če si ga pogledamo, je tale graf. Torej, graf, ki je sestavljen iz dosti kosov, ki so samo 2 točke pa vmes povezava. Ja? Torej, za dominirati vse točke v tem grafu bomo mogli iz vsakega kosa zbrati eno od 2. Ne? Torej bomo imeli res dominantno število enako polovici točk. Ja? Zakaj je pomembno to, da je minimalna stopnja 1? Ja, če minimalna stopnja ni 1, pomeni, da imamo lahko tukaj tudi neke posamezne točke. Ja? Te so stopnje nič, če nimajo nobene povezave, ki gre ven. In zato, da bojo tudi te dominirane, moramo tudi te vse dati v množico. To pa nam pol pokvari to našo mejo. Ok, to je prvi tak rezultat. Ne? Torej, če imamo nek graf, ki nima, temu pravimo tudi izolirane točke,
torej če imamo graf, ki nima izoliranih točk, potem bo dominantno število največ polovica točk. Največ, lahko je pa dosti manj. Torej smo videli pri unem prvem primeru, ko sem dominacijo predstavljala, smo imeli graf na 6-7 točkah, pa je imel dominantno množico velikosti 1, to je dosti manj kot 3. Ok, naslednja meja je, da če imamo povezan graf, to, kar za prejšnjega ni nujno veljalo, in imajo vse točke stopnje vsaj 3, potem znamo povedati, da bo dominantno število 3/8 n-ja, torej 3/8 krat število točk. Potem malo bolj stroge pogoje imamo, pa malo boljšo mejo. 3/8 je manj kot pol. Za poljuben graf pa velja tale grozota od formule. Torej vidimo, da za poljuben graf nimamo omejitve na stopnjo točk, nimamo omejitve na povezanost, potem je pa dominantno število odvisno od minimalne pa maksimalne stopnje grafa. Ok, zdaj vsi te trije nam povejo, največ toliko bomo imeli elementov v naši dominantni množici. A imamo tudi kakšno spodnjo mejo, torej imamo tudi kakšne primere, ko bomo vedeli, vsaj toliko elementov pa boš rabil, torej vsaj toliko točk bo zagotovo v množici. Imamo. Torej, če je k posebne oblike, torej odvisen od n-ja, in je to tale izraz z dosti logaritmi, potem je za skoraj vsak graf njegovo dominantno število med k plus 1 pa k plus 2. To je prvi tak rezultat, ki gre v to smer. In drugi rezultat, ki je pa Beržev in dokaj star, je pa spet, da za poljuben graf velja, da je njegovo dominantno število nekje med številom točk minus maksimalna stopnja grafa, pa med številom točk ulomljeno z maksimalna stopnja grafa plus 1 zaokroženo navzgor. In to so dejansko najboljše meje, zelo stare, ampak najboljše, ki jih poznamo za splošne grafe. Ja? In zato, da bi zadevo čim bolj učinkovito rešili, seveda za določene primere grafov, torej če je graf posebne oblike, kot so bili na primer naši dvodelni grafi, tam znamo točno povedati stvari. Če je pa graf poljuben in ko modeliramo nek problem iz dejanskega življenja, je graf, ne vemo vnaprej, ne znamo vnaprej napovedati, kako bo graf izgledal, potem je pa problem malo težji. Ok, s tem smo mi prišli do konca, tako da bi se vam zahvalila za pozornost.